Dober dan, evo nas nazaj v novi rubriki Q&A. Danes je malo drugačno ozadje, sem si rekel, da bom izkoristil sonček zaradi tega, ker bomo baje čez 2 dni imeli 25 stopinj manj. Danes zjutraj ste me ful presenetili, ko sem dal en vprašalnik na Instagram story. V bistvu sem se malo zabaval zaradi tega, ker mi je en napisal, da zdaj, ko je pa karantena, bi pa lahko tudi gledal 1-urne moje posnetke. In potem sem dobil 13 sporočil od vas, da dejansko ste pogledali že večino mojih videov na YouTube in da so ful fajn in da tudi če bi bili 1 uro, vas ne bi nič motilo. Potem sem si pa rekel, ok, ponavadi imam Q&A, 5 vprašanj pa 5 odgovorov, dan sem šel pa kolikor pač bojo moji možgani zdržali za odgovore. Tako da najbolj, da kar gremo na prvo vprašanje. A ja, še to prej, da začnemo. Na Patreonu sem si naredil račun. Patreon je pa v bistvu taka stran, da lahko me podprete denarno. In sicer so 3 različne kategorije. Prva kategorija je 1 evro na mesec, druga kategorija je 3 evro na mesec, tretja je pa 5 evrov na mesec. In pol za vsako kategorijo, odvisno kjero pač izberete, če boste kjero izbrali, pridobite neke ugodnosti. Za več si pa idite pogledati na Patreon, kom pa tule dal po moje na tato stran sliko, da boš vedel, kaj iskati. Ok, prvo vprašanje je: Ojla, kaj je fajn jesti v hotelu, če že vnaprej veš, da boš več dni brez telovadbe, cilj pa je izguba kilogramov? Ok, prva stvar je itak kalorijski deficit. Zdaj tule pač čez to ne moramo iti. Se pravi, prva stvar, ko moramo poskrbeti, je kalorijski deficit, oziroma da pojemo toliko kalorij, ko jih pač porabimo. To je najbolj glavna stvar. Zdaj, druga stvar, ko jo lahko izkoristiš ob takem cajtu, je naprimer delno postenje. Delno postenje v bistvu pomaga, da malo reguliramo, koliko kalorij zaužijemo na dan, zaradi tega, ker je malo težje zaužiti preveč oziroma večjo količino kalorij v tistem malem času, ko si ga damo. Druga stvar pa je, da enostavno malo reguliraš svoj apetit, če imaš tudi obroke prav sestavljene. Zdaj najbolj bi priporočil za moške, tam od 12 do 15 urni delni fast, za ženske pa je zdaj ful pomembno, koliko je izrezana oziroma kak odstotek maščobe ima. Zdaj za športnice, ko imajo že nasploh ponavadi manjši odstotek maščobe, je pomembno, da se pazijo in bi šel od 11 do maksimalno 13 ali pa 14 ur prehranjevalnega okna, se pravi, da 11 do 13 ur ne je. Več ne bi delo, zaradi tega, ker lahko vpliva na reprodukcijo oziroma reproduktivne organe in procese in se pri ženskah ne bi igral. Tudi iz izkušenj vem, da je pri ženskah, če pretiravajo s postenjem, lahko pride do težav. Ok, zdaj pa zadnja stvar je pa v bistvu sam pomembno, da probaš iz tistega, ne vem, zdaj, če imaš neko hotelsko hrano, je ponavadi ruski bife ali pa nekaj takega, da probaš posegati zdaj po kvalitetni hrani. In zdaj, kako boš najlažje vedel, da je kvalitetna hrana, ker tam pač ena stvar je, da lahko greš vprašati v hotelu, iz kod je hrana, sam po moje te bojo malo čudno gledali. Najboljše je pol, da izbiraš neko hrano, ko izgleda najbolj naravno. Se pravi, ne bi glih po nekih paštetah pa po salamah posegel v hotelih, čeprav nič ni narobe s tem, ampak če že gremo gledati, kako bom dobil kvalitetno hrano, bom pol iskal neko sadje, zelenjavo, tam nek polnozrnat kruh oziroma navaden kruh, vidiš, da je vredi. Zdaj ne bi neke predelane sladke kosmiče, pol bi rajš po nekih koruznih ali pa ovsenih kosmičih ali pa karkoli imajo tam. Se pravi, ja, 3 glavne stvari: kalorijski deficit oziroma regulacija kalorij, koliko jih vneseš, delno postenje pa kvaliteta hranil oziroma da gledaš, da ješ hrano, ki je čim bolj podobna naravni, originalni hrani. Pa še ena stvar je, v tem obdobju lahko dejansko izkoristiš, pa si potegneš dol na telefonu eno aplikacijo, ko je tako MyFitnessPal ali pa kronometer, pa vnašaš hrano, da dejansko lahko slediš, koliko kalorij si pojedel. Tam ne moreš pol neki ful zasrati. Ok, drugo vprašanje je: najboljša vaja za roke, da ko nekomu pomahaš, od roke binglja dol le mišična masa. Zdaj, prva stvar, ko je potrebno tu povedati, je to, da tisto, kar binglja, je verjetno malo špeha, pa oziroma maščobe in kože, in zdaj mi ne moramo vplivati na to, kje bo telo pobiralo maščobo, oziroma da bi zdaj delali vaje sam za roke oziroma sam za določeno mišico na rokah, pa bi točno tam kurili maščobo. Zato pač ali moraš imeti srečo, ali moraš biti pač tek druge že zrezan, da pač reče telo, ok, zdaj pa še začel iz roke dol pobirati. Preveč pa glede vaj so pa po mojem mnenju itak najboljše, oziroma dobre vaje, kjerakoli vaja se izvaja z lastno težo, se pravi, ne vem, triceps dips ali pa sklece. Fajno je tudi, če kako veslanje na TRX-ih,
Ampak jaz bi tule bolj posvetil pozornost treningu celega telesa oziroma nekim funkcionalnim vajam. Jaz pravim, vaje so funkcionalne takrat, ko je vključenih več različnih segmentov telesa oziroma več različnih okončin, ne samo da delamo nek biceps curl pa izoliramo vajo. To za mene ni funkcionalna vaja, zaradi tega, ker ko naredimo vajo funkcionalno oziroma ko mora telo vključevati stabilizatorje pa druge mišice telesa, ne samo tiste, ko hočemo nabildati, bo porabilo več kisika in s tem bo porabilo več kalorij, ker bo pač tudi za te procese rabilo več energije. Poleg tega se bo pa tudi vključilo malo več možganskega delovanja, se pravi, bo kognitivna vključenost večja in zaradi tega bo vaja bolj učinkovita in več kalorij bomo kurili že sam s tem, ko bomo mogli bolj razmišljati. Se pravi, tule naj bo bolj poudarek na porabi kalorij in ne toliko na izolaciji vaj, zaradi tega, da bi na rokah izgubili mišično maso oziroma maščobno maso. Tretje vprašanje je, kakšen dober zdrav recept za zajtrk? Ok, zdaj zdrave hrane načeloma ni, pa strupene hrane tudi načeloma ni. Zdrave so bolj kot ne navade, pa nezdrave so tudi navade lahko. To sem itak že 100-krat povedal, pa verjetno še 100-krat povedal. Zdaj pa prvi zajtrk, ko ga velikokrat dodam v jedilnik, ko pač pišem plan prehrane, je v bistvu ena granola. Sestavine za granolo so pa malo polnozrnatih kosmičev. Zdaj o količinah ne bom govoril zaradi tega, ker je za vsakega drugače. Bom govoril samo o sestavinah. Se pravi, pirjeni kosmiči, polnozrnati kosmiči, čokolada, ki ima 75% ali več kakava, mleko je lahko 3,5, lahko je manj, kakor pač je naš okus, lahko je tudi namesto mleka voda, ampak jaz imam rad, da je bolj kremna struktura, pol dam čist malo čija semen, cimet, kokosov čips pa vej beljakovine, oziroma sirotkine beljakovine, lahko so tudi veganska verzija beljakovin, karkoli, samo da še dodam malo beljakovin. Drug zajtrk, ko mi je tudi všeč, so naprimer jajca, zraven jajc dodam pa avokado, pa nekaj od sadja, ponavadi, če je grozdje, granatna jabolka ali pa maline, pa jaz imam rad zraven toast in zdaj, če je to, ne vem, blizu treninga, vzamem navadni bel toast, zaradi tega, ker ima manj vlaknin in lahko telo lažje dostopa do ogljikohidratov, če ne pa vzamem nek polnozrnat toast. Tretja verzija zajtrka je bolj morske narave, zato da malo poskrbimo za vnos omega-3 maščobnih kislin in je dimljen losos, ponavadi je 100 gramov dost za skoraj vsakega, lahko je celo še manj. Jaz izberem 100 gramov lososa, dodam avokado, pa spet posežem po ali pirjenem toastu ali pa po navadnem toastu oziroma polnozrnatem toastu, odvisno, ali imam trening ali ne. Zraven dodam še pa grški jogurt in si ga v bistvu namažem čez toast, pa dam čez avokado, pa še losos. Zdaj si v bistvu naredim tak sendvič z lososom. Četrta verzija zajtrka je pa v bistvu malo bolj tak zajtrk, ko si ga lahko narediš kao za na pot in je v bistvu smuti. Zdaj pri smutiju jaz bi rad sam poudaril to, da je potrebno paziti, da damo zraven neko stvar, da v bistvu mi pol te smuti lahko grickamo. Zaradi tega, ker sicer to sem že v enem videu razlagal, grizenje nam pomaga pri boljši in absorpciji in razgrajevanju hranil. Ko mi grizemo, se nam v ustih oziroma v ustni votlini že sproščajo neke encimi za razgrajevanje ogljikovih hidratov, maščob pa beljakovin in lahko že tam začnemo razgrajevati in sporočimo tudi signal nek po telesu, da bomo mi nekaj pojedli. In dejansko večkrat, ko razgrizemo, boljš bomo prebavili oziroma več hranil bo lahko telo dobilo iz tiste snovi. Zato jaz vedno priporočam, da se zraven smutija, kakršenkoli je, da nekaj zagrickati. Ali neki oreščki, jaz dam velikokrat kokosov čips, zaradi tega, ker mi je všeč, ker ima kratkoverižne maščobne kisline, ki se lahko takoj uporabijo tudi za neko gorivo, še posebej, če je to pred treningom. Drugače je pa nek tak smuti, da v bistvu dosežemo, da dobimo vse v telo, kar bi bilo treba, se pravi malo ogljikovih hidratov, malo vitaminov pa mineralov, pa neki beljakovin in maščob, bi bil avokado, da ga malo zgosti, banana itak za okus pa za teksturo tudi, vej beljakovine oziroma veganske beljakovine, pol od sadja bi dodal še neko jagodičevo, jaz ponavadi dodam jagode, ali pa višnje, bi pa dodal zraven še za vitamine pa minerale pa zelenjavo in sicer brstični ohrovt oziroma liste brstičnega ohrota pa malo špinače. Zdaj za špinačo ne bi pretiraval, zaradi tega, ker lahko ful pogreni okus smutija, je pa fajn kot dodatek v smuti. Ok, naslednje vprašanje, mislim, da je četrto. Energija. Kaj meniš o mrzlih kopelih, ki so tudi pri nas postale že kar dobro organiziraje po naših mrzlih? Naprej očitno ni bilo več placa za napisati. Zdaj energija, ne vem, kaj točno je mislila oziroma misla s tem, ampak moje mnenje o mrzlih kopelih. Ne moram jih prehvaliti. Zdaj, ni več dokazov za izvajanje oziroma za pozitivne lastnosti izvajanja mrzlih kopeli, so predvsem v nižanju vnetij v telesu in pa nižanju srčnega utripa. Zdaj dejansko raziskave kažejo, da so
mrzle kopelje oziroma cold water immersion se reče po angleško, tako učinkovite pri zniževanju vnetij, naprimer po treningu, da če smo predolgo v kopeljih, to je od 6 minut dalje, se pravi od 6 do 10 minut, ko je veliko kjer športnik v kopelji, dejansko zniža nastanek muskelfibra in lahko znižamo adaptacije. Se pravi, dejansko poslabšamo naš napredek. Zaradi tega, ker mi dejansko nek muskelfiber rabimo po treningu in ko telo to zregenerira, so pol mišice močnejše. Mrzla kopel bo pa vnetja toliko zniža, da sploh ne pride do muskelfibra. In dejansko, ok, vse je fajn, nas pač 2-3 dni nič po treningu ne boli, ampak napredek bo pa slabši oziroma manjši. Je pa še ena zanimiva pozitivna lastnost mrzlih kopeli. Zdaj odvisno, tu se pa gre, če smo dlje noter, se pravi od 6 minut dalje, dejansko zviša naš prag bolečine. To pa lahko pomaga pri več stvareh. Zdaj, predvsem pri športnikih lahko pomaga pri laktatni toleranci. Laktat, ko mi začnemo doživljati, da se naša mišica začne zakiseljevati, to pomeni, da se nabira mlečna kislina v mišicah in to se občuti kot neka pekoča bolečina. Zdaj, večjo imamo mi toleranco na bolečino, oziroma bolj dolgo bomo lahko prenašali testo nabiranje mlečne kisline. In nam dejansko lahko pri tem, ko smo namočeni v vodi 10 minut, ko se ti zdi, da ti koža gori, dejansko pripomoreš k temu, da boš na treningu lahko dlje laufal v povišanju mlečne kisline, oziroma ko bo v telesu povišana mlečna kislina. To so v bistvu glavni razlogi, zakaj jaz delam v svojem bazenčku tete cold plunge. Naslednje vprašanje je, kaj meniš o uporabi umetnih sladil, kot so MyProtein Flav Drops? Zdaj, načeloma so vsa umetna sladila podobna, pač pol se razlikujejo po okusih, so pa glavne sestavine ponavadi aspartam ali pa neka sukraloza, pa če je naravno, da je sicer umetno sladilo, ampak je naravnega izvora, kao je velikokrat stevia zraven dodana. Moje mnenje je, da je najboljše posegati vedno po steviji, zaradi tega, ker je stevia dejansko pokazana, da lahko regulira tudi nihanje krvnega sladkorja oziroma celo znižuje krvni sladkor v krvi. Sicer so ene raziskave tudi pokazale, da ne vem, katera plemena točno uporabljajo stevijo v ful velikih količinah kot kontracepcijo, da tudi stevijo ne bi pretiraval. Itak pa je moje mnenje, da z umetnimi sladili sploh ne bi pretiraval. Ne vem, kaj je fora, da bi si v neke palačinke pa v neke pijače pa ne vem kaj šel pa umetna sladila, te poskrbi, da si malo bolj pametno meriš kalorije, pa lahko normalen cuker ješ, ko ni tudi nič narobe z njim, če je v normalnih dozah pa ob normalnih cajtih. Ni pa načeloma nič narobe z umetnimi sladili. En plus njih vidim samo v tem, da pač poskrbijo za to, da je neki lahko tudi sladko, pa ima malo manj kalorij, oziroma nima tistih dodatnih kalorij, ko bi jih drugače imelo zaradi cukra. To je edina stvar, ko jaz vidim umetna sladila, da so pozitivna stvar, negativnih pa tudi neki ni. Naslednje vprašanje. Bolečine v sprednjem delu kolena, pod pogačico. Kaj delati, da to odpravim? Zdaj, te vprašanja so malo bolj teže za odgovoriti, zaradi tega, ker za bolečine v kolenih, oziroma nasploh za bolečine je lahko krivih 100 000 vzrokov. Mogo bi videti, ne vem, koleno, skozi katera gibanja boli, kdaj boli, ko damo pritisk skozi prst, oziroma čez prst ali pa čez peto, ali ko se naslonimo na ložo ali na kvadre, ampak rečemo, da je najbolj pogosta stvar, ki se zgodi, ko je taka pekoča oziroma bolečina, tako da bi ti nekdo neki piknil v to malo mišico pod pogačico, je verjetno patelarna tendiopatija. Tudi sam sem imel to, pa ene par mojih strank in načeloma, če jo že na začetku takoj začne sanirati, ko opaziš to bolečino in če je patelarna tendiopatija, je čisto vsem, tudi meni, pomagalo v bistvu izvajanje počepov z naklonom 45 stopinj, pa potisk je bil skozi peto. Zdaj pa, kaj moraš pri tistih počepih paziti, najbolj je to, da gledaš, da gre pač koleno tako je treba, se pravi v smeri prstov in ne na net oziroma na ven, in pa da, ko se gibamo nazaj, da je potisk skozi peto. Tretja stvar, ko je pa potrebno paziti, je pa, da greš vedno samo do bolečine. In to delaš ponavadi od 3 do 5 serij 10 ponovitev. Se pravi, na tak način skoraj tako, da bi delal hipertrofijo za to malo mišico od spod. In dejansko me je čez 2 oziroma 3 tedne, če se prav spomnim, ker je bilo par let nazaj, nehalo boleti. In potem se je to zgodilo še enim parim mojim strankam in so vsi to probali in je bilo dejansko isto. Zgodi se pa velikokrat, ko si nek športnik, ki veliko izvaja nekih šprintov oziroma pliometrije, in pa ko je ful nesorazmerje v mišicah, se pravi, kvadri so naprimer ful močnejši od lože in lahko prije do
dviga pogačice in s tem pol naprezaš testo mišico in se taka mala luknjica naredi, oziroma se natrga mišica. In to v bistvu je patelarna tendiopatija. Zdaj še enkrat, to ni pri vseh isto, lahko da sploh ni pri tebi patelarna tendiopatija, moraš iti vsem se diagnosticirati, ampak meni je na primer pomagalo to, pa mojim strankam. Zdaj pa lahko, da je hujša oblika, da imaš že ful natrgano lada, ti to sploh ne bo pomagalo, lahko pa da ti bo pomagalo. Teda, id se posvetovati z zdravnikom, kaj sploh to je, ampak verjetno je patelarna tendiopatija. Eno vprašanje, s čim bi nadomestil sir? Ali si mnenja, da se siru ni treba odrekati? Ok, zdaj ne vem, zakaj bi hotel sir nadomestiti. Jaz ga ne bi z ničemer nadomestil. Edino, verjetno imaš pol probleme z laktozno intoleranco. To bi lahko bil edini vzrok, ko jaz vidim, da bi ti sir nadomestil. Kaj je pri siru sam mogoče panika, da se ga ljudje tako bojijo, oziroma da mislijo, da sir redi, čeprav zdaj že itak mislimo, da čisto vse redi, ampak rečemo, da ljudje mislijo, da sir redi. To je samo zaradi tega, ker je energijsko zelo bogat in se ga lahko hitro prenajemo. Se pravi, ena pest sira je dejansko lahko 30 dek sira. 30 dek sira ima pa že kar nekaj kalorij. Nič ne narobe za sestavo sira. Ima ful velik beljakovin pa ful velik maščob. Naprimer, če si pogledaš Emmentaler oziroma Emmentalec, se ne vem, kako se reče, ima naprimer približno 27 gramov beljakovin, pa mislim, da glih tam neki 30 gramov maščob. Ogljikohidratov nima nič. Se pravi, dejansko dobiš velik beljakovin iz 100 gramov sira, ampak dobiš tudi velik maščob, 30 gramov. In od tega je večina nasičenih. Zdaj tudi nasičene maščobe niso tak problem, če veš, koliko jih moraš na dan zaužiti, pa če si redno aktiven. Tudi nasičene maščobe rabimo predvsem iz vidika delanja holesterola, ampak bolj problem so kalorije. Zdaj, če imaš ti že ful neke omejene kalorije, pol bi ti priporočil, da sam zmanjšaš sir. Če pa hočeš sir zamenjati, pa žal za tebe ne vidi nobene rešitve. Ne, pa sir lahko zamenjaš, jaz ga velikokrat, če si naprimer topli sendvič hočem dati malo manj sira, zato ko pač itak pretiravam ponavadi, si dam naprimer zraven še grški jogurt, ker naredi isto kremasto strukturo, se pravi dam pol-pol. Drugače pa nadomestek sira, v glavnem dejansko sem šel zdaj na Google gledat, ker ne vem, kaj bi lahko bil nadomestek sira in ni nadomestka sira. Imaš sicer veganske nadomestke sira, ki jih ne priporočam, ne da je bilo kaj narobe z njimi, ampak jih ne priporočam. Če že greš tera izmanjši malo sir, pa boš dobil še vsem malo več kvalitetnih aminokislin v sebe. Zdaj pa edino, kar lahko narediš, je mogoče, da bi nariban sir, to je zdaj sam ideja, nariban sir, če uporabljaš nariban sir, lahko zamenjaš z mešanco grškega jogurta pa naribanih bučk. To naredi približno isto strukturo naribane bučke v grškem jogurtu in narediš tako omako. In dejansko bi lahko bila podobna tekstura kot nariban sir. Ampak se pravim, sira načeloma ni glede nekega nadomestka. Če hočeš pa znižati kalorije, pa ali znižaš količino sira, ko zaužiješ, ali pa pač izključiš sir iz prehrane. Ni pa nič narobe z njim. Naslednje vprašanje je isto glede bolečine. Kaj priporočaš, če te peta boli vsakodnevno, pa tudi na treningih? Zdaj, to je eno tako splošno vprašanje, ko je spet potrebno pogledati, skozi kak gib te boli peta, pa na kak način te boli peta. Zdaj, velikokrat se pojavlja bolečina tam pri rastišču ahilove tetive. Lahko se pa zgodi zaradi večjih razlogov. Ponavadi pa je vzrok prevelika intenzivnost oziroma prevelika obremenitev za to, kar naša tetiva zdrži. In zdaj, kaj bi lahko tule pomagalo? Najbolj bi lahko pomagalo, zdaj, tetive niso tako prekrajene kot mišice, teda mogoče hladno mrzlo ne bo tako pomagalo, jaz bi vsem to delo. Zdaj, če boli skozi, predvsem ob treningih, ampak tudi ob hoji, pol je lahko, da je vneta. Lahko uporabiš kako arniko ali pa CBD kremo, da jo naneseš direktno tam, ko te pač boli, ker se lahko skozi kožo absorbira in malo zniža vnetje. Lahko probaš tudi z lekadolom, lahko si ga dejansko namažeš na kožo in probaš, če bo kaj boljš. Drugače pa predvsem pomaga ali masaža tistega predela, ali pa ekscentrična vadba. Prije pa v večini primerov lahko tudi do nekih tendinitisov, ko se pač ponavadi dogajajo v tetivah. In zdaj tendinitise lahko zdravimo oziroma ne izničimo, izboljšamo z ekscentriko. Se pravi, tiste mišice oziroma vlakna mišic in tetiv, kjer prihaja do vnetja, z ekscentrično vadbo natrgamo in potem se morajo one nazaj narediti oziroma nazaj sestaviti oziroma povezati in lahko izboljšaš njihovo funkcijo od prej, ko je bila na primer vneta, pa je bila mogoče skupaj zvozlana oziroma karkoli takega.
Ok, zdaj bomo šli pa z vprašanji malo bolj v ono drugo rubriko, ko so pa v bistvu sicer je Q&A, ampak se imenuje izven okvirjev. Da bomo imeli pol, da bo mogoče malo bolj zanimivo. Prvo vprašanje je, kako se lotiš ljudi, če so energetsko zelo na dnu, se pravi nasprotno od tebe? Ok, zdaj predvidevam, da teti oziroma teta, ko me je to vprašala, se počuti, da ima velike energije, pa se počuti dobro v svoji koži, pa da ima kakega prijatelja, ko je pa mogoče bolj kot ne čez dan slabe vole, pa se mogoče drži za sebe. Zdaj, moje izkušnje so, da je najboljš take ljudi prvo poslušati, če se hočejo izpojati, oziroma če ti hočejo kaj pojati, ne da je vse drugo bolj pomembno, pa ne moreš niti eno minuto posvetiti pozornosti pa ga poslušati. Druga stvar pa je, ko sem jaz ugotovil, da se postaviš v njihovo kožo. In zdaj ne razmišljaš iz vidika, kako bi ti naredil neko stvar, ampak če človeka poznaš, če je tvoj prijatelj, lahko mogoče vsaj malo predvidevaš, na kak način on deluje, še posebej, če si večleten prijatelj njegov. In se v bistvu bolj postaviš v kožo, kaj bi on naredil v tistem primeru, ko se mu dogaja. In ja, v bistvu je to glavno. Načeloma, probaš se postaviti v njegovo kožo, pa si tam za njega, pa ga dejansko poslušaš. In probaš biti v bistvu kot neka podpora, ker ljudje velikokrat najdejo rešitve že sam ob tem, ko se lahko nekomu izpovejo in dejansko povejo, kako čutijo, in če ga ti poslušaš, lahko da bo mogoče med tem, ko bo on govoril, kakšni so njegovi problemi, spoznal, s čim si lahko pomaga. Kjer od vaj najbolj priporoča za pridobitev mišične mase, sploh rok, pa kaj za to jest od beljakovin, če si vegetarijanec? Ok, gremo kar prvo na hrano. Zdaj, če si vegetarijanec, v bistvu pol nimaš neke panike. Ful dober vir beljakovin so mlečni izdelki, pa nasploh mleko. Drugače imaš pa pol še jajca, pa tofu je tu dober vir, ampak pri tofuju gleda je neka fermentirana oblika, zaradi tega, ker ima malo manj tistih škodljivih substanc tofuja oziroma nasploh sojnih izdelkov. Od rastlinske hrane sta itak ena izmed boljših virov leča pa grah, ampak zdaj moraš pač paziti pri leči, boš zraven dobil ful velik vlaknin. In lahko to pol pomeni, da boš imel ful probleme z prebavo oziroma nasploh z zaprtjem. Pri grahu ga boš mogel pač toliko več pojesti, da boš dobil, ne? Se pravi, pa tudi fajn je, če jih kombiniraš, ne vem, sojine, grahove pa koruzne. To je ena izmed boljših kombinacij, da dobiš cel spekter beljakovin, ampak ti nimaš načeloma neke panike, zaradi tega, ker imaš eno izmed boljših virov, ko so pa jajce. Ok, zdaj pa glede vaj, pa ni nobene filozofije. Jaz bi delal, izberi si 4 do 8 vaj za roke in pač delaš po principu za hipertrofijo. Se pravi, važni je princip izvajanja vaj. Vaje ti morajo biti všeč, zato da jih boš lahko ponavljal od malo dlje cajta, najbolj pomembno je pa, da delaš po principu hipertrofije. Zdaj, ena fora, kako lahko povečaš mišično maso, je 8 do 12 ponovitev. Tempo, ki je pri koncentričnem gibu, se pravi, ko ti potegneš utež gr, naprimer pri biceps curlu, ko potegneš utež, je to koncentrično gibanje. To se izvaja 1 do 2 sekundi in pol ekscentrično gibanje, ko ti zadržuješ utež proti gravitaciji, se pa izvaja tam 3 do 4 sekunde. To je v bistvu neka klasična hipertrofija. 8 do 12 ponovitev, pa v tistih 8 do 12 ponovitev, ko si izbereš, mora priti do odpovedi mišic. To je ena. Druga tehnika pa je, predvsem, če si začetnik, lahko to uporabiš, da se ne boš matal z nekim tempom, če ne veš, kako bi točno štel. Enostavno vzameš manjšo kilažo, isto vajo, kot ti je všeč, in izvajaš čist vsako serijo do čiste izpraznite mišičnih zalog. Se pravi, dejansko ti mora čist mišica odpovedati. To boš tam delal okoli 30 do 40 ponovitev, pa vaja ti mora biti res všeč zaradi tega, ker te bo čist pri vsaki seriji, čist vsaka ponovitev skoraj pekla, zato moraš biti tudi psihično malo močen. Se pravi, to je drugi aspekt, na kak način lahko povečaš mišično maso. Naslednje vprašanje je bilo, mislim, da od ene gospodične, kako izgubiti odvečne kile na trebuhu in bokih. Ok, zdaj smo spet tam. Telo samo izbira, kje bo zgubljalo maščobe. In ne moreš se ti odločiti, da boš pa zdaj šel na bokih oziroma na trebuščku zgubljati odvečno maščobo. Poskrbi za kalorijski deficit, deli vaje, ki v bistvu vključujejo celo telo, ne zdaj dati nekih izolacijskih vaj, tak boš prvo kot prvo uporabil več kalorij, pa dejansko bo lahko telo mogoče se odločiti, da bo posegalo po več predelih, zaradi tega, ko bo v večjih predelih telesa krvni pretok povečan. Ampak ni pa nobene raziskave do zdaj, ko kaže, da bi lahko. Sicer neke raziskave kažejo, da ne bi neke obloge z mrazom, se pravi, tako da bi si dali termoforko gr na kožo, na trebuh, ampak da bi bila termoforka nafilana z ledom, je dejansko bilo pokazano, oziroma po teoriji, da ne bi se bela maščoba, ki je metabolno neaktivna in je v bistvu tam sam zato, da dela pizdarijo, se bi lahko spremenila, oziroma določena količina te bele maščobe se lahko spremeni v rjavo maščobo. In rjava maščoba je metabolno aktivna, in jo lahko lažje pač pokurimo, oziroma dejansko nam pomaga pri povečanju kurjenja kalorij. Ok, naslednje vprašanje glede prehrane.
Kaj ješ, ko nimaš časa za jest? Kaj bi si dal v smutije? Odkar veliko delam, zgubljam mišice. Ima pa 88 kg. Zdaj, kaj je najboljše, ko nimaš časa za jest, da poskrbiš za zadosten kalorijski vnos, kalorijsko bogate stvari. Se pravi, ne vem, neke oreščke, naprimer avokado je en izmed boljših stvari, ko je kalorijsko kolikor toliko bogat, ima dejansko skoraj vsa hranila, mogoče mu malo primanjkuje beljakovin, če gledamo na dnevni ravni, ampak je čist dober vir. Se pravi, jaz bi posegel po nekih kalorijsko bogatih stvareh, kot so oreški ali pa avokado. Pol naprimer so dober vir tudi jajca. Zdaj, če si jih boš pač pripravil naprej, se najbolj priporočam, da se pripravijo trdo kuhane jajčke, ko jih pač pol vzameš ven iz tupperwareta, pa jih poješ. Imajo lepo količino kalorij, bolj pomembno je pa, da imajo ogromno vitaminov, pa mineralov, pa esencialnih aminokislin, ki so pomembne pri tvojem problemu izgubljanja mišične mase. Zdaj, da bi pa še podprl mišično maso, oziroma da bi se manj izgubljala mišična masa, ti pa priporočam, da dodaš ali v smutije, če je že bilo glih vprašanje, več beljakovin. Lahko jih dodaš beljakovin v prahu, lahko dodaš kot iz hrane, ampak priporočam še vseeno med tekom dneva, ko pač ne moreš jesti, predvsem zjutraj ali pa med obroki, da ješ esencialne aminokisline. 5 do 10 gramov, odvisno od tvoje aktivnosti, odvisno od kilogramov itak in vsega, ampak rečemo 5 do 10 gramov je tak splošni napotek, esencialne aminokisline. To ne pomeni BCA, ampak EAA. Se pravi, vseh 9 esencialnih aminokislin, ko jih lahko dobimo v telo, jih vnašaš med obroki. Ok, še eno vprašanje iz prehrane. Nasvet glede hrane oziroma dodatkov za endurance športe, naprimer pohodništvo, kak daljši trail tek, za čim več energije. Zdaj tule lahko greš na tak način v to, da prvo ugotoviš, kaj tvoje telo preferira kot gorivo. Se pravi, so to maščobe, ali so to ogljikovi hidrati, ali imaš neko metabolno fleksibilnost, da lahko kuriš oboje kakor toliko učinkovito. Je pa pri večini ljudeh bolj pomembno vnašati zadostno količino ogljikovih hidratov. Zdaj, kaj bi pa jaz vmes med tekom poskrbel, je pa to. Prva stvar je, da imaš ti pred tekom napojene glikogenske zaloge, kolikor jih pač lahko imaš. Pol pa med tekom, da je prava vrsta sladkorja za suplementacijo. Zdaj, maltodekstrin bo poskrbel za nek hiter priliv ogljikovih hidratov in neko hitro energijo, ampak bo v roku 5 do 10 minut že spustil in lahko doživiš crash. Se pravi, maltodekstrin bi ponavadi ali pred kakim zadnjim vzponom ali pred kakim umestnim vzponom, ampak vedno z maltodekstrina, če imaš pol še naprej nek tek, da ni to konc dirke, skombiniraj ali neko fruktozo. Fruktoza je v bistvu najboljš. Moja osebna kombinacija, ko mi je pa všeč, je pa maltodekstrin, med pa kokosovo maslo. S tem, da jaz ful delam na tem, da znam pač preklapljati med gorivi, se pravi med ogljikovimi hidrati pa maščobami, in kokosovo maslo je za eno izmed unih goriv, ko sem že tokrat povedal, da se lahko njegove maščobe, ki so srednje verižne maščobne kisline, uporabljajo za energijo takoj. Se pravi, izkoristim pogon, ki ga dobim od maltodekstrina, pol pa MCT olje oziroma MCT maščobne kisline iz kokosovega masla in fruktoza poskrbijo za neko držanje oziroma da maltodekstrin ne spustite hiter. In to ponavadi traja tek od 30 do 45 minut, zdaj ko se pripravljam za špartanski tek, sem to opazil. Se pravi, ja, kombinacija maltodekstrina pa fruktoze, pa mogoče MCT olja, poskrbi, da so glikogenske zaloge polne med oziroma pred treningom in pa ugotovi, kaj bolj škuriš oziroma če si metabolno fleksibilen. Naslednje vprašanje je isto iz prehrane. Kako se upreti želji po sladkem? Zdaj, najboljši način, kako se upreti želji po sladkem, je to, da jemo čim manj predelanih enostavnih sladkorjev, se pravi, to je beli sladkor, nek sladkor v obliki sladic, tako je nek cuker ali pa kakršnokoli pecivo, ki ima dodanega veliko sladkorja, zaradi tega, ker je osiromašen vlaknin in mineralov in dejansko sam poviša inzulin v krvi in pol, ko inzulin pade pod neko mejo, zaradi tega, ker se je prej tako drastično dvignil in pol se nam spet lušta sladkega. Teda, če zmanjšamo predelan sladkor, je to ena stvar. Pol lahko poskrbimo, da če že vnašamo nek predelan sladkor oziroma nasploh sladkor, je to ob takem času, ko ga lahko telo lažje izkoristi. Se pravi, zjutraj smo bolj občutljivi na inzulin, se pravi, bo inzulin bolj učinkovito spravljal tiste ogljikove hidrate, ko jih bomo vnesli, pa pred treningom in po treningu. Se pravi, po treningu, če že kdaj si lahko, če imaš ne vem kak strogo dieto, si lahko po treningu privoščiš malo več fore, zaradi tega, ker če paziš, na kak način vnašaš, pa kdaj vnašaš ogljikove hidrate, bojo dejansko
se zafilali v mišice kot glikogen in se ne bo nič naložilo, oziroma šlo po telesu pa povzročalo različne probleme, ko se pač nastajajo z vnosom enostavnega sladkorja. Tretja stvar, ko lahko probaš, je pa v bistvu delno postenje, ampak delno postenje mora začeti počasi, pomaga pa dejansko regulirati krvni sladkor in naraščanje oziroma nihanje krvnega sladkorja zaradi tega, ker naredi telo bolj občutljivo na inzulin. In poleg tega inzulin, ko pač se sprosti ob tem, ko mi pojemo neke ogljikove hidrate, bolj učinkovit. Se pravi, delno postenje lahko deluje na tak način kot vadba v tej situaciji. Ok, naslednje vprašanje bom dal kar pod rubriko izven okvirjev in je, kaj meniš o antidepresivih oziroma moje mnenje o antidepresivih. Zdaj, tule je tek. Jaz nisem pristaš antidepresivov in bi naredil vse prej oziroma naredim vse prej, ko dobim koga, ki ima probleme z simptomi depresije oziroma anksioznosti. Eno stvar, ko jo lahko na začetku omenim, je, da naprimer ena izmed boljših zdravil, ko so za depresijo, naprimer imajo zelo slab procent, v katerem delujejo. Tam od 30 do 40% antidepresivnih zdravil dejansko deluje na tak način, da izboljša posameznikovo življenje. To je isto kot placebo. Se pravi, antidepresivi, tisti, ko so najbolj delujoči, v veliko primerih tudi ne premagajo placeba. Se pravi, je placebo velikokrat boljši. To lahko nekaj poje antidepresivih oziroma kako slabo deluje modelovanje oziroma zakaj pride do depresije oziroma depresivnih simptomov. Zdaj pa druga stvar, ko jaz vidim in je po eni strani največja težava antidepresivov, pa je učinek na nevrotransmiterje. Zdaj, nevrotransmiterji, kot so acetilholin, serotonin, GABA, so eni izmed najpomembnejših nevrotransmiterjev v telesu in regulirajo dejansko vse, od gibanja v črevesju, se pravi, kako odvajamo blato, do počutja, do apetita, skratka, veliko stvari oziroma skoraj vse stvari lahko regulirajo te 3 oziroma 4, ko sem jih naštel. In zdaj, antidepresivi pa delujejo na tak način, da v telesu ali povečajo število receptorjev za serotonin, se pravi, da lahko telo bolj izkoristi tisti serotonin, ko ga naredi, ali pa da povečajo priliv serotonina v telo. In zdaj, kaj se zgodi s tem? S tem se zgodi, da so naši receptorji nasičeni od serotonina, v tem primeru serotonin, in potrebujemo več serotonina za isti učinek. In telo pač enostavno ne sfolga proizvaja toliko serotonina, da bi nasičil vse tiste receptorje in lahko antidepresivi dejansko poslabšajo našo funkcioniranje na dolgi rok. Se pravi, potem, ko grejo ljudje iz antidepresivov, so dejansko še bolj nagnjeni k depresivnim simptomom oziroma celo samomorom. Ampak je pa res, da so pa določene oblike depresije oziroma pri določenih ljudeh depresija tako močno napreduje, da se pač brez antidepresivnih zdravil ne da. In moje mnenje ni, da se antidepresivov ne bi smelo jemati, oziroma so škodljivi, oziroma so kakorkoli zarota proti človeku, ampak da so zadnja možna varianta za ozdravitev depresije oziroma depresivnih simptomov. Veliko boljši načini so, naprimer, res je, da moramo pač zaznati depresijo v pravem času, ampak če je ena izmed boljših stvari, ko jo lahko naredimo za sebe, da gremo več v naravo. To sem tudi omenil v videu o koronavirusu. Dejansko na Japonskem in Kitajskem predpisujejo gozdno terapijo za ljudi, ki pridejo z depresivnimi simptomi, ker so ugotovili, da gozd oziroma narava, kakorkoli, zelo pozitivno vpliva na depresivne simptome. Druga stvar je, da se lahko zrihta prehrana, zaradi tega, ker se kaže, da je lahko tudi do 60% vseh depresij, ki se pojavljajo po svetu, povzročenih v črevesju. Mi imamo en živc, ko se imenuje vagusni živc, o katerem bi mogel govoriti posebej, zaradi tega, ker je to koliko zapojati. V glavnem, dejansko so to naši drugi možgani. Povezuje se z možgani in v črevesju naprimer nastane 95% vsega serotonina v telesu. In če pač testo ne deluje optimalno, tako bi moglo, da ga proizvaja ful več oziroma ful manj, lahko že samo to vpliva na povzročanje depresivnih simptomov. Teda tudi prehrana je velik del. Se pravi, nič nimam proti antidepresivom, imam pa proti temu, da se predpisuje za vsako stvar najmanjšo in se, zato ker se enim ne da, oziroma nočejo, oziroma ne vejo, se spustiti v preventivna zdravljenja. Lahko pa omenim še naprimer eno raziskavo, ko sem jo enkrat bral, pa upam, da jo bom zdaj najdel, če jo bom najdel, bo itak se gre pokazala. In je bila, ko so gledali učinek pri ljudeh, ki so že imeli simptome depresije, oziroma so bili celo depresivni, učinek omega-3 suplementacije na
simptome depresije. In so se dejansko pri ljudeh, ki so imeli manjše znake oziroma so bili še v začetnih fazah depresije, dejansko zginila depresija, ljudje, ki pa so imeli depresijo, pa je znižala simptome, suplementacija z omega-3. Se pravi, na koncu so raziskovalci sklepali, da je omega-3 je itak že znana potem, da zmanjšuje vnetja, predvsem DHA, maščobna kislina, in ker je zmanjšala vnetja v telesu, predvsem v črevesju, so se znižali tudi simptomi depresije. In tu je še eno tistih primerov, kjer pove oziroma pokaže, da lahko s prehrano oziroma da veliko kera depresija nastane zaradi neuravnoteženosti mikrobioma. Naslednje vprašanje je, a ti je kje na svetu še posebej všeč prebivalstvo in način življenja? Tule je vsekakor odgovor Azija. Zdaj pa, da bom to čim bolj na hitro povedal, pa da grem čim hitreje skozi, zaradi tega, ker snemam že 1 uro. Azija mi je všeč predvsem zaradi filozofije. Njihova filozofija je uživaj v trenutku. Predvsem so mi všeč bolj nerazviti deli Azije, kjer se človek bolj sobiva z naravo, kjer sam goji svoje rastline oziroma svojo hrano, kjer sam goji živali, s katerimi se pol preživlja oziroma jih je. Tako da ja, pač nerazviti deli Azije in pa tako smo omenili na začetku, najbolj mi je všeč njihova filozofija glede uživanja vsakega trenutka. Zaradi tega, ker mi tule na svetu smo vedno samo v enem trenutku. Če si mi predstavljamo dejansko prihodnost in preteklost obstaja samo zaradi tega, ker imamo mi spomine. Če bi zdaj prišel do tebe pa rekel, ok, zdaj imaš možnost, da ti izbrišem cel spomin od tega trenutka za nazaj, dejansko nimaš preteklosti. Tvoja preteklost je sestavljena samo iz spominov, kar se ti je dogajalo v prejšnjih trenutkih. Naslednje vprašanje je, za čim bi rekel, da si najbolj zrastel psihično? 2 stvari sta. Ena se je zgodila pred kratkim in to je ayahuasca, druga je bila pa že par let nazaj in to je knjiga PSI. Napisal je en Slovenc, verjetno jo velika večina že pozna, bom dal tudi eno sliko zraven, da se bo videla njena platnica, ampak ko sem jo prvič prebral, mislim, da sem za 50% obrnil svoj način življenja. Tudi način mišljenja. Videl sem, da sem veliko bolj pozoren oziroma znam veliko bolj poslušati ljudi, ko upoštevam določene načela iz tiste knjige. Ayahuasca ti pa itak sama pokaže v bistvu samo to, kar že itak sam veš, ampak ne vem, mogoče malo bolj se poglobi v tvojo podzavest oziroma neke potlačene stvari. Se pravi, ja, 2 stvari po moje, ko sta najbolj spremenili moj način življenja, sta ayahuasca pa knjiga PSI. Naslednje vprašanje. Kaj ti je najbolj pomembno na začetku dneva? Na začetku dneva sta mi najbolj pomembni 2 stvari, oziroma najbolj pomembne so mi 3 stvari. Prva je, da se vsak dan zjutraj, ko zbudim, se zahvalim življenju, da imam možnost, da je moje telo še celo, oziroma da imam možnost živeti tako življenje, ko ga živim. To je prva stvar, se pravi, da sem hvaležen za to, da sem. Druga stvar je, da spijem šalc kafeja. Tretja stvar pa je, da grem na sprehod. Jaz temu pravim svetlovna terapija, ker vedno grem tak cajt se zabudim oziroma tako si naštevam urnik, da grem po sončnem vzhodu in to ima itak svoje pozitivne lastnosti, ampak meni enostavno paše. Pač. Že sam, če ne je bilo teh pozitivnih lastnosti, ko vem za njih, pa ko pišem o njih, bi isto hodil, zato ker pač tudi moja najljubša barva, naprimer, je rdeča barva vzhajajočega sonca oziroma oranžna barva vzhajajočega sonca, zdaj že mogoče mi samo zaradi tega paše. Se pravi, 3 stvari. Hvaležno za to, da sem, pa da imam možnost biti še en dan, kafe pa sončni vzhod oziroma sprehod na sončnem vzhodu. Ok, pa še zadnje vprašanje. Zadnje vprašanje je pa, kako oziroma s katerimi dodatki bi biohackersko opremil svoj dom? Sauna, red light, 3-4 pikice. Ok, zdaj bom šel na hiter skozi, ne bom razlagal za vsako stvar posebej, zakaj bi jo imel, zaradi tega, ker bi lahko naredil svojo objavo sam glede tega, ampak prva stvar, sauna, ki ima možnost infrardeče svetlobe oziroma kao kot IR sauna in pa finska, se pravi, da je kombinacija finske pa infrardeče saune. Imel bi floating bazen, se pravi floating tank se reče po angleško oziroma je pravo ime za to. Imel bi napravo, ki se reče Nucalm in je v bistvu ena naprava, ki ima za sabo več kot 20 let raziskav in v bistvu deluje z valovnimi dolžinami zvoka na tvoje možgane in lahko v 20 minutah simulira 90-minutni cikel spanca. Uporablja pa se lahko tudi pred športnimi aktivnostmi, ker dvigne lahko določene hormone, ki so pomembni, da so dvigeni pred aktivnostjo in ti lahko drastično izboljša aktivnost. Se pravi, je tak biohack za možgane. Pol naslednja je ena elektromagnetna plošča, ki se imenuje PULTZ.
in v bistvu deluje po principu elektromagnetnih valov, tako naprimer telefon, in je bilo že dokazano tudi, da naprimer telefon oziroma sevanja iz telefona zmanjšujejo kostno gostoto v stegnenici. Upam, da najdu raziskavo, če jo najdem, jo dam tule gre zraven. Toto pa v bistvu deluje na drugačen način, se pravi, telefon, ki je naprimer negativno EMF delovanje, odpira kalcijeve kanale in kalcij odteka iz celice in pol se pač nasiči na zunanji strani, kar lahko zmanjšuje kostno gostoto in povzroča vnetja. Ta plošča elektromagnetna oziroma preproga elektromagnetna pa deluje dejansko na drugačen način oziroma obratni način, pa ima tudi, mislim, da več kot 10 let raziskav že za sabo. Deluje pa predvsem na povečanje mikrocirkulacije in celičnega delovanja. Zdaj, ne bom se preveč spuščal nič zaradi tega, ker je preveč. Bom dodal zdaj vmes, ko bom govoril par raziskav o tem, da se bojo tule bliskale, pa si lahko pol link odpreš, ampak to je naslednja stvar. Naslednja stvar je pol tudi ena stvar, ko si jo bom zdaj v prihodnosti vzel, in je sous vide. Sous vide je v bistvu naprava, s katero si lahko pomagaš, da skuhaš hrano oziroma pripraviš hrano, tako je optimalno pripravljeno. Se pravi, da lahko iz hrane potegneš največ hranil, kolikor je možnih, in to je ponavadi pri mesu in mesnih izdelkih, naprimer, ko je meso segrezano na približno 50 do 60 stopinj. Naslednji dve sta chili pad in obtežena odeja. Zdaj, obtežena odeja deluje predvsem skozi receptorje na koži, ki so občutljivi na pritisk in dejansko povzroča občutek varnosti in pomerja, se pravi, niža srčni utrip. Chili pad pa v bistvu si daš pod sebe in je taka podloga, ko si jo daš v poslu, na katero se jo ležeš, in v bistvu lahko določiš, na kako temperaturo se ne shladi oziroma se greje, in ti zniža telesno temperaturo, kar pa tudi povzroča višanje globokega spanca. Bolj pa še dve stvari sta pa v bistvu glede svetlobe. Prva je biofotomodulacija z infrardečimi lučkami. Fora je, da sproščajo posebno valovno oziroma točno določeno valovno dolžino svetlobe, ki je od 650 do 820 nanometrov. In raziskave bom dodal, ker jih je več kot 50, ne bom pa govoril o tem, dejansko lahko vpliva na vse. Testosteron, spanc, regeneracijo, znižanje inflamacij. Naprimer, zdaj je ena raziskava na novo pokazala, da super vpliva na artritise oziroma določene oblike artritisa, zviša kolagen v koži in lahko zmanjša gube, zmanjša celulit. Skratka, lahko vpliva dejansko na vse. Dejansko so zdaj pokazali tudi, da vpliva na floro in fauno črevesja in lahko izboljšuje tvoj mikrobiom. Zadnja stvar je pa tudi glede svetlobe in so ene posebne lučke, ko pa v bistvu niso toliko posebne lučke, bolj je poseben program, ki je prilagojen na tak način, da lučke spreminjajo valovno dolžino svetlobe po tvojem časovnem pasu. Se pravi, zjutraj imaš več modre svetlobe in se skozi dan tekom dneva zmanjšuje in je proti večeru vedno manj modre svetlobe, zaradi tega, da se lahko sprošča melatonin. Svetlost v hiši je bolj kot ne ista, samo valovna dolžina svetlobe je drugačna. In ja, to je to. To so stvari, ko bi jih zdaj imel takoj, če bi imel denar, so pa še tudi itak vsaj ene 10 stvari, ko bi si jih še kupil, pa so mogoče malo dražje. Evo, hodili ste dolg video, dobili ste dolg video, mene že možgani bolijo, pa lačen sem postal. Teda, hvala lepa za ogled, upam, da vam bo všeč. Še enkrat bi jaz spomnil, da imam na Patreonu račun, in če me hočete podpreti, kar mi je ful prav prišlo, da si lahko mogoče kupim kako malo boljšo opremo, pa da si malo zrihtam studio, ko si ga zdaj rihtam v zgornjem nadstropju hiše. Bom tudi dal link, kjer lahko najdete mojo Patreon stran, boste pa dobili neke, naprimer, VIP skupina Patreona. Za 3 evre je naprimer, da ste v neki posebni Facebook skupini, kjer poleg tega, kar objavljam še na Facebooku in ne uspem objaviti na Facebooku, objavim v tisto skupino in boste dobili mogoče malo več informacij, da če koga zanima, ne gre na Patreon, pa si pogleda. To je to. Hvala lepa.